Brez nege gozda bi gozd enostavno sam funkcioniral. Nega gozda za lastnika gozda pa pomeni, da tem svojem prostoru doda tudi večjo ekonomsko vrednost, seveda ne na škodo samega gozda. In to mora zapopadati pravilna nega gozda. Se pravi, da z nego gozda mi dosežemo čim večjo to tudi biotsko pestrost, da dosežemo čim večjo kakovost in pa stabilnost tega prostora. Se pravi, znati moramo to z našimi ukrepi povezati, da imamo zares nek stabilen, kvaliteten gozd za nami. Ko mi spoznamo gozdni prostor, potem nekako predpišemo z detaljnim gozdno-gojitvenim načrtom nego gozda oziroma ukrepe, ki so tista stalnica, ki bodo pripeljale k cilju v tem gozdu, ki smo si ga zadali. Nega gozda ima veliko učinkov in z nego gozda želimo doseči tudi ta učinek, kako lahko sorazmerno v tem gospodarstvu vplivamo tudi na vlogo, rečemo turistično ali podobno, kako lahko s tem vplivamo na boljšo stabilnost, na boljšo ohranjenost gozdnega prostora. Kajti le s pravilno nego bo tudi gospodarska funkcija imela večjo vlogo, kakor tudi sama ohranjenost, biotska pestrost in pa sama kvaliteta, bi rekel, stabilnost gozdnega prostora. Z gospodarskega vidika je pomembna predvsem iz tega, kajti gozd se sam kvalitetno razvije, vendar na določenem rastišču pa mi preko ukrepov poskušamo pridobiti največjo vrednost tudi v lesu na določenem rastišču z našimi ukrepi. Nega gozda je izredno velik kompleks del. In ta velik kompleks del na določenem področju pomeni, da bomo znali upoštevati tako tisto živalsko pestrost kot biotsko pestrost na določenem območju. In na ta način z nego le poskušamo pospeševati določene vloge na tistem območju čim bolj. In skupaj z razmislekom do samega prostora, do samega rastišča in pa seveda tudi do družbene javne klime. Sam gozd mi razdelimo na različne strukture. In tako imamo pač odrasel gozd, potem imamo, če pogledamo od začetka, vznik, mladje, gošča, letvenjak, drogovnjak in pa debeljak oziroma potem gozd v obnovi. V vsaki taki strukturi imamo tudi določena opravila za določeno strukturo. Res je, da se mi želimo na manjših površinah čim več različnih vlog, kajti tako je gozd potem tudi bolj stabilen. Zato se moramo znati za to nego prilagajati in biti zelo na majhnem prostoru znati vse te ukrepe, od nega mladja, nega gošča, nega letvanjaka upravlja. Se pravi, znati jih moramo povezati v neko najboljšo skupnost. Zato nas tudi to uči ta sproščena nega gozdov, sproščena gospodarjenje in tako naprej, ampak to pomeni, da mora imeti lastnik gozda veliko več znanja, kvalitetnega znanja, da zna prepoznati in da zna pravilno ob pravem času ukrepati. Seveda vsaka nega v celotnem letu ne moramo opraviti. Mi recimo nikakor ne moramo opraviti nego mladja, kvalitetno nego mladja v bujni rasti, ampak upravljamo v jesenskem, zimskem času. Obžeto seveda bomo upravljali v poletnih časih in tako naprej. Skratka, vsak letni čas zahteva tudi svoj ukrep. No, najprej seveda sečnja je nedvomno največji gojitveni ukrep. In tega se tako lastniki kot tudi gozdarska paradigma gospodarjenja nedvomno zaveda. Sečnja je tista, ki lahko naredi z majhno pravilnostjo, odpravi potem tisto tradicionalno nego, da tako rečem, ki jo moramo upravljati. Se pravi, sečnja je en prvih in glavnih gojitvenih ukrepov. To izvajamo predvsem v zimskem času in pa v času izven vegetacijske dobe. Se pravi, to je posek lesa in pa izvlek lesa. Nega mladja, ki nastaja potem v tej prvi fazi gozdnega razvoja, se opravlja predvsem v času, ko ni listja, razen obžetov. Obžetov seveda pa upravljamo v poletnih
čas. Rahljanje je tudi boljše, ali čiščenje tudi takrat oddelamo izven vegetacijske dobe, se pravi, da ni v zelenju. Potem nastane gošča, nege gošče poskušamo tudi upravljati čim več v času, ko smo izven vegetacijske dobe, medtem ko recimo zaščito pred divjadjo kolektivno lahko upravljamo tudi v vsem letnem času. Seveda pri negi gozda moramo paziti tudi na moment, kdaj kakšna žival, ki tam živi, ima svoj ciklus, bi rekel, da polega mladiča ali da gnezdi in tako naprej. Seveda takrat na tem področju ne bomo upravljali nikakršne nege gozda. Slovenski državni gozdovi smo organizirani na 8 poslovnih enotah, seveda pokrivamo celotno Slovenijo. Družba vsako leto povečuje vložke v gojitvena in varstvena dela, ki so pa tesno povezani z ujmami, ki so slovenske gozdove prizadele od leta 2014. Govorimo lahko o žledolomu, o več vetrolomih in seveda o gradacijah podlubnikov. Na teh območjih, ki so jih prizadele ujme, naravna obnova vse povsod ni mogoča, zato se tam poslužujemo umetne obnove in pa tudi dopolnilnih izpopolnitvenih sadenj. V ta namen vsako leto, v zadnjih 4 letih, slovenski državni gozdovi umetno obnovimo preko 250 hektarov teh poškodovanih površin. 70% državnih gozdov se nahaja na območjih Nature 2000 in tudi z gojitvenimi in varstvenimi deli, ki so seveda podlaga katerih so gozdno-gospodarski načrti, ki upoštevajo tudi naravovarstvene smernice. Preko njih tako zagotavljamo in izboljšujemo stanje na območjih Nature 2000. Slovenski državni gozdovi izvajamo gojitvena, varstvena in biomeliorativna dela na podlagi programa vlaganj v gozdove, ki ga pripravljamo vsako leto skupaj s strokovnjaki iz Zavoda za gozdove Slovenija. Podlaga za pripravo tega programa so veljavni gozdno-gospodarski načrti. Hkrati pa so vsi ti ukrepi, ki so s programom predvideni, vključeni v letni načrt upravljanja slovenskih državnih gozdov. Glavnino gojitvenih in varstvenih del opravimo z našimi pogodbenimi izvajalci, ki so registrirani za dejavnost izvajanja gojitvenih varstvenih del. Sama dela oddajamo na razpisih prek javnih naročil, kjer izvajalci za določeno območje, za določeno površino oddajo svoje ponudbe. Z izbranim izvajalcem se sklene pogodba, odločitev o izbranem izvajalcu in na podlagi tega se mu pripravijo delovni nalogi za vsak objekt posebej. Z izvajalcem preverimo stanje na terenu, se pogovorimo glede ukrepov, ki so nam predpisani z odločbo, ki jo izda Zavod za gozdove, in seveda na karti dobimo označene površine, kjer se ta dela izvedejo. Z izvajalci smo v nenehnem stiku med samo izvedbo del in pa seveda na koncu ta dela pregledamo in na Zavod za gozdove oddamo zahtevek za prevzem. Ko je strani Zavoda za gozdove objekt prevzet, se smatra kot zaključen in se izbranim izvajalcem ta pogodbena količina prizna v materialnem smislu. Letno opravimo gojitvena in varstvena dela na površini večji od 3200 hektarov. Dela potekajo preko celotnega leta, seveda so odvisnosti od vremenskih pogojev, od dinamike izvedbe sečne in spravila in pa od ostalih naravnih danosti, ki določajo sam potek del. Glede na različne lokacije, ki jih pokrivamo po Sloveniji, je dinamika prilagojena tudi specifikam posameznega območja. V glavnini pa gojitvena dela mlajših razvojnih faz, mladovi, izvajamo v zimsko-jesenskem času, medtem ko pretežni del varstvenih del izvajamo v času vegetacije, to se pravi spomladanskem, poletnem in zgodnjem jesenskem času.